Zakonik cerkvenega prava se kot knjiga dosegljiva širšemu krogu bralcev prvič pojavi leta 1917, nato še enkrat 1983. Ves ta čas ni bilo nobenih sprememb. Kako to? Zakonik cerkvenega prava je zelo dinamična knjiga. Pravzaprav lahko rečem, da so vsi cerkveni zakoni, pa ne samo cerkveni, tudi civilni zakoni so zelo dinamični, niso statični in so vedno znova pisani za človeka. In tako gledam celotno zgodovino cerkvenih zakonov, da niso nikoli nastali naenkrat za vselej, ampak so se skozi vso zgodovino zelo spreminjali in najbolj očitne spremembe opažamo prav v zadnjem času, v 20. stoletju. Kateri papeži so začeli posegati v zakonska besedila in zakaj je prišlo do tega? Zelo smo navdušeni, da je pravzaprav spremembe zelo močno začrtal najprej papež Janez Pavel II. Čeprav, če gledamo celotno zgodovino 2000-letno, lahko rečem iskreno, da so vsi papeži na nek način spreminjali kanonsko pravo. Ampak prvi ga je tako v zadnjem času odločno začel spreminjati Janez Pavel II. In to že leta 1998. Posebej pa opazimo eno odločno spremembo leta 2001, ko je Janez Pavel II. Začutil zelo potrebno željo, da se v zakone, cerkvene zakone vključijo tudi norme, ki govorijo o zaščiti mladoletnih in ranljivih odraslih oseb. Katere so pa največje novosti, ki so se zgodile v zadnjem času? Zakoniku sta veliko novo obliko ali pa novo podobo dala predvsem papeža Benedikt XVI in Frančišek. Mnogi kanonisti, pa mnogi recimo sodobni komentatorji pravijo, da je še prav posebej papež Frančišek en velik reformator cerkvene zakonodaje. No, tukaj bi posebej izpostavil recimo dva pomembna trenutka, ki sta danes tako zelo očitna. Torej, papež Benedikt je 2007 ustanovil komisijo, Papeški svet za zakonska besedila, s katerim je pravzaprav celotni cerkvi omogočil, da se v dilemah, v dvomih lahko obračajo na neko specializirano komisijo, ki daje odgovore, kako razumeti zakone. No, to je ena taka drzna sprememba, ki je nastala v cerkvi. Druga pa je potem od papeža Frančiška in leta 2015, ko je cerkvenim sodiščem naložil možnost, da v svojo proceduro vključijo tudi kratek postopek, to pomeni, ko razpravljajo o ničnosti zakona, da lahko, kadar ni nobenega dvoma o ničnosti, lahko se odloči cerkveni zbor, recimo sodniki, tudi za kratek, ne samo za reden postopek. To pomeni, da se lahko v zelo kratkem času pred škofom reši en zakonski problem. Zadnja novost je popravljena 6. knjiga zakonika cerkvenega prava, ki nosi naslov Kazenske sankcije v cerkvi. Katere so največje novosti v 6. knjigi? Tukaj smo kanonisti zelo veseli. 1. junija je papež Frančišek napovedal spremembo 6. knjige, ki se je doslej imenovala Kazniva dejanja in kazni, zdaj je pa dobila novo ime. In ko gledamo celotno knjigo, smo papežu zelo hvaležni zaradi tega, ker je v knjigo vključil tudi nove kazni, nova kazniva dejanja in tudi procedure, kako v teh primerih postopati. Običajno kazni izrekajo pristojne oblasti, kot je na primer papež
ali pa krajevni škofje. V nekaterih zelo težkih primerih pa so kazni že določene v samem zakoniku. Če gledamo recimo spremembe, ki so nastale, lahko rečem, da število kazenskih zakonov je ostalo nespremenjeno, 89, od tega je bilo 70% na novo postavljenih, 10% je popravljenih, 20% pa je še starih kazenskih zakonov. No, tukaj bi lahko naštel morda nekatere nove kazni ali pa nova kazniva dejanja, se mi zdi boljše. To so na primer snemanje sakramentalne spovedi ali pa nezakoniti odhod iz cerkvene službe ali pa malomarno upravljanje s cerkvenim premoženjem. To so recimo nova kazniva dejanja, ki jih recimo zdaj prejšnja recimo knjiga kaznivih dejanj ni poznala. Tisto, kar je pa gotovo najbolj pomembno za cerkev, pa je, da je papež Frančišek v 6. knjigo vključil tudi kazniva dejanja zoper mladoletno osebo, še posebej v primerih, kadar to storijo bodisi kleriki, posvečene osebe ali pa laiki v cerkvenih službah. V teh primerih se lahko torej tudi izrekajo predpisane kazni ali pa so pristojne cerkvene oblasti za to poklicane, da primerno kazen tudi izberejo. Je novi zakonik že veljaven? Novi zakonik, torej ta nova knjiga, 6. knjiga, bo stopila v veljavo 8. decembra, torej na brezmadežno letos. To pomeni, da je sedaj knjiga že na nek način v času, da jo spoznava celotna cerkev. 8. decembra bo pa stopila v veljavo in takrat pa se bomo tudi po njej ravnali.